sem Leja Mederal-Gams, ponosna ambasadorka projekta Laško gremo v hribe, sem pa tudi ustvarjalka popotniške oddaje Potep z Lejo, v kateri v družbi znanih in pa zanimivih Slovencev predstavljam zanimive izletniške točke po naši prečudoviti Sloveniji. Slovenija je res lepa, imamo osupljive gore in naj take tudi ostanejo. Zdaj, zelo pomembno je, da si prizadevamo in da si še bolj prizadevamo, da skrbimo za čisto okolje, tako da sem danes ob svetovnem dnevu Zemlje in zelo ponosna, da lahko vodim to novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili en tak poseben projekt Gorski bivaki za Bele vrhove. Več o tem pa vam bo povedal predstavnik Planinske zveze Jože Robanj. Bivaki so nekaj, kar nas že dolgo spremlja. V naših gorah so nastali predvsem za potrebe alpinistov, zato da so jim lestene bližje. Namreč včasih ni šlo to tako preprosto, da si se v Ljubljani usedel v avto in nekje v vratih izstopil. Alpinisti so prihajali z vlakom, hodili v dolino in potem v bivakih prespali, naslednjo jutro šli v stene. Osnovni namen bivakov seveda ni samo možnost alpinistov za plezanje, ker je danes enostavneje, ampak je to nekaj, kar pomeni varnost za planince. Ta tradicija ne obstaja samo pri nas, obstaja tudi v tujini in moram reči, da je moja izkušnja iz tujine precej boljša kot pri nas. Bivaki so v glavnem čisti, ljudje odvečno hrano tam tudi pustijo in drugi jo porabijo in spet pustijo svoje. V bivakih se načeloma ni treba najavljati, ker njihov namen ni prenočevanje. Njihov namen prenočevanje en teden noter. Dopust, tako rekoč, kar se pri nas včasih dogaja, ampak je namen izključno varnost oziroma prespati eno noč. Na Planinski zvezi pozdravljamo akcijo Gorski bivaki za Bele vrhove, ker so mnogi naši bivaki potrebni obnove, so še vedno dobrodošli in pristop, ki bo, je tudi ekološki, kar nam je na nek način posebej všeč. Verjamem, da bo ta naravovarstveni vodik pustil tudi sledi pri obiskovalcih slovenskih gora in da se bomo do bivakov obnašali tako, kot je prav. Bivake se ne hodi z derezami, bivak se za sabo pospravi in je nekako naš, kako bi rekel, prijatelj, ki nas čaka takrat, ko ga pravzaprav najbolj potrebujemo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj ob svetovnem dnevu Zemlje, ko je tale novinarska konferenca, je Slopak skupaj s svojimi poslovnimi partnerji, to so izvajalci javnih služb, podjetje Publikus, Komunala Kranjska Gora, Komunala Tržič, Komunala Mozirje, Jeko Jesenice, Komunala Tolmin, Občina Bohinj režijski obrat in pa Občina Jezersko zbirni center, ponosen partner projekta, s katerim bomo pridobili nove bivake. Naše okolje je zelo obremenjeno z odpadki, ki jih prebivalci, potrošniki ustvarjamo vedno več in več. V Sloveniji smo v letu 2011 ustvarjali približno 350 kg odpadkov na prebivalca, v letu 2021 pa približno 500 kg odpadkov na prebivalca, kar pomeni, da je rast velika. Žal prevelik del teh odpadkov konča v naravi, tudi v gorah. Takšni odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje. Zato podpiramo projekt, ki bo prispeval k ozaveščanju zmanjševanju odpadkov v naravi in v slovenskih gorah. Gore so naš zaklad in prav je, da smo ponosni nanje. Pozivamo vse obiskovalce gora, da skrbijo za okolje in vrnejo vse odpadke v dolino in jih odložijo v za to namenjene zabojnike. Vsi partnerji projekta se zavedamo, da je to praktični primer krožnega gospodarstva in trajnostnega ravnanja vseh deležnikov v tem projektu. Miha je meni lani, da boste razumeli, mi smo sodelovali z ekipami na Triglavskem ledeniku skupaj s Cirilom in lani sem jaz po polet prejel eno sporočilo, ko pisali ni ga več. In dejansko je stal na tistem mestu ledenika, kjer je prejšnjo leto bilo 4-5 metrov. Tako da to se pač nam dogaja. Jaz bi se vsem novinarjem kar na začetku zahvalil, hvala, da ste prišli.
Hvala in upam, da boste v tem projektu poročali. Istočasno bi takoj na začetku se zahvalil vsem partnerjem, brez katere bi naša ta pobuda pa ideja bila ostala na papirju. Tako da, hvala lepa. A veste, naloga znamk pa marketinga je seveda komunicirati. Mi delamo pivo, eni delajo zobne paste, eni delajo mleko, vsi uporabljamo pakiranja in namen in pravi marketing doseže takrat in prava trajnost, ko znajo znamke komunikacijo spremeniti na ta način, da dejansko resnično potrošniki lahko sledijo pa nekaj temu naredijo. Seveda smo v Pivovarni Laško Union, trajnostna strategija nam je prioriteta in tudi znamke se potem tako obnašajo. Tako da jaz kaj več reči kot to, eno leto smo pripravljali na ta projekt, da smo dobili vse partnerje on board, da smo dovolili vse dovoljenja in jaz upam, da bomo potem v tem letu in pol, ki je pred nami, uspeli narediti projekt do te mere, da bomo dejansko postavili te tri bivake. Kaj je pomembno za nas? Pomembno je, da delamo akcijo Gremo v hribe, pa to ne gre za njeno promocijo, gre za to, da pač imamo kontakt s 15.000 ljudmi tam, ki jih bomo ozaveščali o tem, kaj tam počnemo. Potem na nas, kot na znamki in na vseh ostalih partnerjih je verjetno znanje pa sposobnost, ki ga imamo, plus resurse, ki ga imamo. In pa seveda v našem primeru se moramo pa zavedati, da tudi naša največja blagovna znamka ima simbol kozla in tam gor sem prej prebral, če dobro pogledate, dom slovenskih planincev Zlatorog, ne, tako da ni naključje, da smo danes tule. To je z moje strani vse, hvala lepa. Pozdravljeni, tudi lep pozdrav iz strani Taluma. Aluminij ima eno tako posebno značilnost, neskončno možnost preoblikovanja in tudi vedno znova mu dajemo nov namen. Prej sva tukaj se s kolegom Jakobom iz Impola spogledala, ste videli, v kaj se je ta ledenik zavil. To je spet značilnost aluminija. V Talumu bomo letos stari 70 let. 30 letja se ukvarjamo že z reciklažo in dejansko odpadnemu aluminiju pretalimo in mu damo spet nov namen. In zato, ko smo dobili pobudo strani Laškega, če bi mi pretalili te odpadne pločevinke, smo rekli bomo, zraven smo morali povabiti še naše kolege iz Impola, zato ker ta bivak bo narejen iz malo drugačnih pločevine, ki jo mi sami ne moramo pretaliti, zato tudi mi danes pretalimo aluminij in ga odpeljamo v Impol, kjer nam potem naredijo na našo želeno velikost posamezne to pločevino. V glavnem želimo pa, da čim več zberemo, vsi skupaj zberemo čim več teh odpadnih pločevink, naj ne ležijo okoli. Mi bomo z veseljem potem s pomočjo kolegov iz Slowpaka to prevzeli, pretalili, naredili v pravo obliko, odpeljali v Slovensko Bistrico in potem na koncu bomo skupaj izdelali tako pločevino, da bomo lahko naredili najbolj uporabne bivake. Je pa aluminij, zberite ga, karkoli aluminijastega, mi ga vedno lahko pretalimo in mu damo nov namen. Tako da zbirajmo, ločujmo. Ni odpadek, ampak je surovina za nov krog in za nov izdelek. Hvala lepa, lepo pozdravljanje tudi v mojem imenu in v imenu podjetja Impol iz Slovenske Bistrice. Vidite, mi smo z Talumom nenehno povezani, zato se je tudi kolegica Nataša že navezala na to sodelovanje. Na začetku bi res rad povedal, da tako kot Pivovarna Union, tudi podjetje Impol v letu 2025 praznuje 200-letnico in se nam zdi to še ena dodatna vrednost oziroma ena izjemna zgodba, ki jo lahko skupaj spišemo. Mislim, da ni potrebno poudarjati, kako pomembna je reciklaža, kako pomembne so kovine, kako pomembna je kovinsko-predelovalna industrija in da najdemo nek taki končni izdelek, ki ga znamo skupaj izdelati, torej z podjetjem Talum, z kovom, ki bo na koncu prejel to našo pločevino, mogoče tudi kaki profil, če bo ga potreboval in seveda na začetku z zbiratelji, torej z partnerji Slowpak in da gre to v namen, kot je planinstvo, gorništvo, nenazadnje ta bivak se nam zdi res enkratno in zelo zanimivo. Mislim, da je zgodba prekrasna, nekako sem tuhtal, kaj na koncu pač povedati, pa se mi je porajal tak en vers,
napolnimo smetnjake za nove bivake. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu podjetja KOV iz Jesenic. Mi prihajamo iz Gornjesavske doline in že v preteklosti so vsi 4 bivaki v lasti PD Jesenice oziroma AO Jesenice so bili zgrajeni v bivši železarni. Mi kot nek, bom rekel, tisti, ki pelje naprej to tradicijo kovinarstva na Jesenicah, ko smo bili povabljeni strani Pivovarne Laško in Planinske zveze, smo seveda z veseljem pristopili k temu projektu, ker tudi v našem podjetju nas je precej gornikov, planincev, gorskih reševalcev in tudi mi te bivake uporabljamo. Z AO Jesenice smo že sodelovali, skupaj smo izdelali bivak 2 na jezerih. Skupaj za njih smo izdelovali tudi znane kline Jeseničane, pa sodelovali smo tudi pri obnovi Aljaževega stolpa, tako da bomo precej izkušenj pri takih projektih, ker vseeno gre za neko specifiko, ker te bivaki na koncu so postavljeni v enem okolju, ki je neprizanesljiv, bom rekel, do človeka in zaradi tega je pa tam pomembno, da ti bivaki so in da služijo, tako kot je tudi rekel že predsednik Planinske zveze, kot neko zatočišče vsem planincem in gornikom, ki pridejo v gore. Hvala. Člani alpinističnega odseka smo res zelo veseli, da smo povabljeni v ta projekt. Naši bivaki so že kar stari, se pravi 80-90 let in vzdrževanje je vedno bolj zahtevno, tako da smo veseli in se zahvaljujemo vsem partnerjem tukaj, da so nas povabili in da bomo v kratkem lahko zamenjali še en bivak, tako kot smo 2, bomo zdaj še 3. Spoštovani in cenjeni partnerji, lep pozdrav še v mojem imenu. Svojo odgovornost do skupnosti in okolja v Pivovarni Laško Union izkazujemo z izvajanjem naše trajnostne strategije, imenujemo jo Varimo boljši svet. In pomemben del te trajnostne strategije predstavlja ohranjanje okolja in trajnostno ravnanje z odpadki in stranskimi proizvodi po načelu krožnosti. V našem podjetju prioritetno delamo tudi na zniževanju emisij ogljikovega dioksida in smo se zavezali do leta 2040 postati ogljično nevtralni. Naslednje leto bo Pivovarna Laško Union proslavila častitljivih 200 let. In pod okriljem naše blagovne znamke Laško smo zato našemu dolgoletnemu partnerju Planinski zvezi Slovenije, s katero že 15 sezon uspešno izvajamo projekt Gremo v hribe, dali pobudo za iniciativo, s katero bomo dodatno ozaveščali planince in ostale deležnike v gorah, kako pomembno je za nas čisto okolje. Zelo sem veseli smo, da smo v ta projekt uspeli privabiti tako pomembne partnerje, da bomo lahko skupaj uresničili naša prizadevanja tako z zbiranjem odpadnih pločevink in ostalih odpadkov, žal še vedno v slovenskem gorstvu, kot tudi potem za izdelavo bivakov, prepotrebnih bivakov smo slišali, ki bodo postavljeni v našem visokogorstvu. Zdaj pa prvi korak od besed k dejanjem, da podpišemo to zavezo. Pa vam predajam, da lahko začnemo podpisovati. Planinska zveza Slovenije. Ja, druga strana. Deluje. Hvala vam.
veseli. Hvala. Hvala. Zaupanje. Na žalost, sploh je niso dosti dolge. Ja, vsi samo gledati,